Tokrat poteka tukaj Evropsko prvenstvo barmanov študentov. Tekmovanje pripravljajo študenti drugega letnika, smer gostinstva in turizem, in pa seveda cela šola sodeluje pri tem projektu, ker se nam zdi zelo pomembno, da mlade barmane vzgajamo že na tem področju, da bojo svojo kreacije, umetnost tudi predstavili potem gostom. Veliko barmanov sodeluje tokrat in vsak predstavi svoj koktajl. Kako ste jih pripravljali vi na Bledu? Naši študente imamo 3 iz blejske šole, so pripravljali se približno 2 meseca, pri tem so bili sami kreativni, inovativni, seveda par namigov so pa podali tudi predavatelji. Priprave so bile kar dolge, mi smo že v bistvu zdaj imeli več kot 2 meseca vse v teku, da zadeve danes tečejo tako, kot morajo, ker je treba zagotoviti veliko stvari. Treba je spraviti skozi prijave tekmovalcev, jim dati navodila, jim dati slike, na katere danes pripravljajo koktejle. To je bilo treba vse skoordinirati, tako da zadnje je kar nekaj trdega dela. Smo pa veseli danes, da smo prišli do izvedbe in da zadeve tečejo tako, kot morajo in da ljudje uživajo. Ocene potekajo pod strogim očesom posebne komisije. Kdo so v komisiji? Tako je. Zdaj komisija je razdeljena na več delov. Strokovno delo in tehniko in okus ocenjuje Društvo barmanov Slovenije. Potem imamo pa še posebno kategorijo, ki ocenjujejo zgodbo, povezavo koktejla in umetnosti, nastop in uporabo angleškega jezika v predstavitvi zgodbe, in še eno komisijo, ki je pa sponzorska žirija, ki ocenjuje pametno uporabo sponzorskih pijač. So strogi v komisiji? Bomo rekli, da so strokovnjaki in da so profesionalni, tako da temu primerno tudi strogi. Kaj vas je privlačilo, da ste ravno začutili to žilico, da začnete mešati koktejle? Zdi se mi zanimivo mešanje pijač, kako različne stvari se ustvarjajo, kakšne ideje lahko dobimo, kaj vse se sploh da narediti, kako se da stvar dodelati, tudi dekoracije same po sebi, ko ne bi si človek mislil, kva lahko narediš z ene jagode, z limone, kakšni so to vzorci, kakršnikoli stvari se boste lahko pogledali, tamle imamo nekaj mojstrov, bojo dodelali te svoje drinke, tako da se to zagre. In kakšna mešanica je tokrat nastala za Evropsko državno tekmovanje? Za tole tekmovanje? Danes sem zmešal viski z rumom, dodal sem ingverjev sirup, pa sirup grenadina, pa sem pa še dodal limonin svež stisnjen sok, pa pomarančen svež stisnjen sok. Za ta tekmovanje smo se pripravljali več kot en mesec, seveda konkretno na to sliko, ki je bila letos naša tema tekmovanja. Kar se pa tiče strokovnosti, pa že kakšne 2-3 mesece tudi prej vsa ta tehnika, nastop, trema, da smo v bistvu spilali vse. Kakšna je bila vaša mešanica koktajla, ki ste ga pripravila? Moja mešanica koktejla je bila predvsem sveža in, kako naj temu rečem, Venera v koktejlu. Noter je bilo penina, se pravi kot sponzorska pijača, Monkey Shoulder whisky, svežina, sirupi, domači iz meda, pomaranča, limeta. To je to. Kakšna je bila dekoracija? Dekoracija je pa predstavljala rdečo luno, in sicer iz posušene rdeče pomaranče, trobentice kot neka narava in pa list iz limone. Je to, kar bi rada počela v življenju, biti barmanka? Predvsem hočem biti barmanka na tem nivoju, ko spreminjamo nekako, kako naj temu rečem, bare slovenske, nekaj drugačnega, nekaj kreativnega, kar ljudje ne vidijo v vseh slovenskih barih ali pa v vseh klasičnih lokalih.